Dobro jutro, ura je 36 minut. Tekma se začne čez dobre 2 ure in pol, tako da moramo nekaj pojesti. Evo, to je zdaj vse, kar rabimo. Številka, tako kot zmeri. Jaz imam 49, powerbank, kamerca, 3 geli za pot, 3 prigrizki, dvostranski lepilni trak in navadni lepilni trak. Več o tem bom povedal pol. Evo, pa smo prišli. V zadju je štart. Torej, dvostranski lepilni trak gre takoj na bilanco, gor kamerca in potem z selotejpom se fiksiram, da vse je lepo na biciklu. Ni glih aero, ampak to je to. Malo drugačni pogoji, omejitev na 500 kolesarjev in razdalja med kolesarji. Spoštovani kolesarji, maske lahko snamete in jih seveda spravite v vaše kolesarske žemike. So, you can put out your protective masks. Thank you. 3, 2, 1, srečno! Zaradi del v središču mesta bomo čez mesto vozili za vozilom, torej 9 kilometrov pozneje se štart začne. Prišli smo z glavnega mesta in zdaj smo ustavili za 2-3 minute pred štartom. 5 sekund do štarta, 10 seconds to the start. 3, 2, 1, srečno pa ne zaniči. Ja. Evo, zdaj se je štart uradno začel. Prvo skupinco smo držali celo ravnino, vse do vrhnike. Smo šli čez vrhniko, pol na vršni klanec. Do Logatca. In potem po 8 kilometrih se je zgodilo tole. Še ni bilo minuto in so ga reševalci že pobrali. So ga pa ne hitro pobrali. Smo se pol pogovarjali in poslušajte, kaj ta rekel. Torej, nazaj je pogledal, zapeljal s ceste in padel. Sledil je spust v Idrijo in seveda, ker spust je moja najšibkejša točka, ne najdem idealne linije in si ne upam preveč v ovink, ker ne zaupam sebi. Sem skupinico spustil in potem sem mogel vleči do skupine, da smo jo pol nazaj ujeli.
ko veš, da skupinca ni dosti pred tabo, se res potrudiš in kakor vidiš klele, sem šel do maksimuma, kakor je dal. 198, 199 srčnega utripa. In na koncu smo jo končno ujeli po 3-4 kilometrih. Najbolj sem se bal, da bom ostal sam po spustu, ker se mi je zgodilo že večkrat. Skupaj smo ostali do Cerkna in potem je bil 6 km, 7% naklon. In ja, vidite, da sem kar dober pritiskal. 500 metrov pred vrhom so mi dali nov bidon, da se mi pol na vrhu ni treba ustavljati in tako sem lahko šparil vsaj nekaj časa. In seveda, ker sem ful slab na spustih, sem izgubil tistih par kolesarjev, ki so z mano prišli do vrha. Odločil sem se, da jih bom ujel in po 3 minutah sem jih končno ujel, čeprav je bilo toliko malo razlike med nami. Prav sem držati njihov tempo, ampak mišice enostavno niso dovolile. Imel sem krče, čeprav sem ful pil in jel. Potem sem probal z gelom, ampak je bilo že prepozno. Kar je bilo, je bilo. Po parih kilometrih sem že izgubil skupinco. Po 5-6 minutah me je ujela ena skupinca in moram reči, bilo je odlično. Imeli smo take lepe intervale, kakor rečemo, lokomotivce. Take menjave bi mogli imeti v vsaki skupini. Ampak, seveda, ker se zmeri najdejo eni, ki nočejo nič delati, potem tega ne more biti. V Škofji Loki je ta ležeči policaj in jaz sem uporabil ležeči policaj kot skakalnico za malo adrenalina. In ko sem pristal, mi je desno mišico zategnilo. Zdaj ne vem zakaj, ampak očitno sem bil skozi na meji. Lep tempo smo imeli do cilja in zadnje 2 kilometra sem se šparal. Torej, pustil sem drugim, da pokrijejo luknje. Mišice so bile že toliko izčrpane, da tega tudi nisem mogel narediti. Zdaj bo zadnji šprint in sem dal vse iz sebe. Dobesedno sem dal dušo iz sebe v tem šprintu. Krči, sami krči, ajajaj. Bil sem čist zadnji v skupini in sem skoraj vse odšprintal. Eden me je prehitel. Evo, tle so mi prinesli še nagrade. Letošnja Franja je bila odlično izpeljana, kljub drugačnim štartom. Ni bilo ne vroče, ne mrzlo, bilo je oblačno, tako da razmere so bile odlične. Bila je kar zanimiva tekma. Me je tudi presenetil, koliko moči sem imel še na koncu na šprintu. In tako sem končal na 17. mestu v kategoriji in 34. mestu v skupnem seštevku. Zdaj vsak je dobil pač medaljo. Če ti je bil tak tip video všeč, klikaj na všeček, naroči se na kanal. Če hočeš videti celotno tekmo, napiši dol v komentarje. Drugače pa se vidimo naslednjič.